Lep pozdrav vsem skupaj na današnji praznični ponedeljek. Tretjič smo že skupaj s patrom Karlom Gržanom in Karel, lep pozdrav tudi tebi. Jana, pozdrav tebi, pozdrav tehničnemu mojstru Luku, pozdrav seveda vsem, ki se zdaj, ni nujno, da ravno sedaj, lahko tudi v posnetku družijo z nama, takole. Tako, tudi v posnetku, zato ker ti naši posnetki na našem YouTube kanalu ostajajo, lahko si jih pogledate oziroma poslušate za nazaj. No, na koncu bova še nekaj na tisto temo pogledate rekla, ampak danes je praznični dan, zaključek teh prazničnih dni in o čem drugem čeva govoriti kot o praznikih in praznovanju. In mogoče preden greva na te praznike, ki smo jih sedaj preživeli oziroma jih še preživljamo, povej, zakaj so prazniki tako pomembni, zakaj so pomembna praznovanja v naših življenjih? Ja, praznovanja so pomembna predvsem zato, ker na nek način, lahko bi rekli, tako kot je sol pomembna v juhi, da dobi okus, kvas v kruhu, da dobi rahlost in prijetnost, tako so tudi prazniki. Pravzaprav prazniki izpraznijo tisto, kar na nek način ovira človeka v počutju, ki si ga na koncu koncev tudi želi. To pomeni tisto radost, prijetnost, druženje, brez nekih napetosti, optimizem, svetlobo. Pravzaprav na nek način že kar malo predokusa tega rajskega, po katerem hrepenimo. V vsakem človeku je zelo globoko zarisano hotenje po prijetnosti, po odsotnosti vsega tistega, kar nas obremenjuje, hotenje po čistosti odnosov. Vemo, da je naše življenje razpeto med dobro in med hudo, med prijetno in nelagodno, in običajni dnevi so polni naglice, polni skrbi, polni obveznosti, tu se rojevajo potem napetosti, ki seveda najbolj izražamo najbližjim. Ko pa je praznik, naj bi se pa vse ustavilo, ne? Naj bi se pa umirilo, naj bi bilo preprosto, spokojno in prijetno, in tega si pravzaprav vsak človek po svoje želi. Ampak če želimo, da je tako, da je prijetno, da je spokojno, moramo začeti delati prej, moramo se na praznike tudi pripraviti, kajti nič ne pride samo od sebe. Kako je s tem? Ja, na praznike se pripraviti, ne samo speč potico, ne, da je potem na praznični mizi, ampak dejansko, da se med seboj tudi prijetno počutimo, ne, kajti človek ne okuša samo s telesnimi čutili, ampak okuša tudi tista srčne vibracije, tista duhovna valovanja. In seveda zato je tukaj zame Jezusova glavna zapoved. Daj se sončiti, ne, on pravi sicer, da bom govoril bolj odprto, ne samo religiozno, on pravi, prvo je ljubi Boga, to pomeni preprosto, odpri svoje srce tistemu, kar te svetli, kar te umiri, kar te duhovno poteši, pa kakorkoli si Boga že predstavljaš, oziroma v tisto svetli se s tistim, kar je zate sveto, ni pa v odvisnosti od ljudi oziroma od najbližjih. In potem, ko si našel notranje ravnovesje, notranjo spokojnost, ko si našel duhovno potešenost, potem pa pojdi in ljubi svoje bližnje. Potem pa pojdi in sedi za praznično mizo, kajti potem bodo na nek način tvoji najbližji okušali tudi tisto, kar si ti prinesel, kar boš v sebi postregel svojim najbližjim, in seveda tudi oni tebi. Če samo želimo, recimo, da bi se fino imeli, pa zato nič ne naredimo, bomo hoteli potem od drugih okušati, samo sami pa ne postreči. K praznični mizi mora vsak prinesti v sebi tisto notranje prijetno, zaradi česar nam je potem fajn. Kako se sliši paradoksalno, pa je vendarle res, če želimo zadovoljno skupaj živeti, moramo tudi znati sami preživeti, oziroma moramo znati sami pridelati v sebi tisto, kar bomo potem drug z drugim delili.
ni srečne skupnosti brez tega, da smo po svoji tudi puščavniki, bi rekel. To pa pomeni, da znamo, da nismo odvisni drug od drugega, da znamo poiskati v tihoti, v miru tisto svoje osebno notranje prijetno in se potem seveda z radosti družiti, ker smo pa seveda tudi družabna bitja. Še posebej to pomeni za tiste, ki so povezani v družini. Ne pričakovati, da vam bodo stregli samo drugi. Ne? Ponavadi mame postrežejo, dajo na mizo to, kar se hrani navzven, s čimer hranimo telo. Tudi tu je fino, če kaj pomagamo, kolikor pač lahko. Za duhovno počutje, za srčno počutje, za psihično počutje moramo pa prinesti vsi v sebi tisto osebno prijetno. Bog ne daj, da kdo zlovoljno. In bo potem stresal zlovoljnost in bo seveda zato krivi drugi. Ne. Za lastno zlovoljnost je kriv sam, ne. Ker nisi znal poskrbeti, ker si mogoče odvisnik od drugih, ker si navajen na nek način krasti, in rekel, energijo od drugih. To pomeni, da si najprej zlovoljen, pokaže zlovoljo, to pomeni, kot bi za slamico zapičil v neki sadež, in potem, ko zlovoljnostjo dejansko zbodeš bližnje, potem srkaš njihovo energijo na zelo, bi rekel, premeteno, nedopusten način. Ja, tudi to je nevarnost. Ampak če smo midva pri praznikih, ljudje smo obredno in simbolno bitje. In obredi, rituali so zelo pomemben del praznikov. Greva mogoče skozi obredje velikonočnih praznikov, tako da nam malo razložiš tudi simboliko, da malo povežemo, zakaj je pomembno včasih iz tistega trpljenja in iz tistega neprijetnega potem vztrajati in priti do upanja in veselja. Nas pelješ malo skozi obredje. Ja, recimo, če začnemo s četrtkom, ne, prazniki se začnejo 3 dnevne s četrtkom, tam se zgodi, to je spomin na zadnjo večerjo, Jezus da samega sebe v jed. Ampak to je zelo zanimivo, ne. Jezus pravi, vzemite in jejte, to je moje telo, reče, ampak to pomeni, tu je Judje so pojmovali telo kot moč, kot strukturo, kot oporo. Z današnjimi besedami bi rekel, tu boste našli notranjo moč, notranjo krepkost. Ne? In potem kri je bila nositeljica ljubezni. Ne? Pravi, potešite se v moji ljubezni. Ne? Veste, to iskanje duhovnosti se vedno bolj izpostavlja. Ne? Glejte, zopet ponavljam, lahko si Boga predstavljaš kakorkoli. Ampak brez duhovne potešenosti ni čustvenega ravnovesja. Potrebno je ta notranji mir, ta notranja spokojnost, ta prebujena notranja blagost. Ne? Veliki četrtek je na nek način s tem ustanovitvijo maše oziroma Evharistije, oziroma ko se sveto da v hrano, da se z njim notranje nahranimo, je eno zelo, zelo pomenljivo sporočilo. Če želimo skupaj dobro živeti, moramo najprej vsak zase poskrbeti, se notranje nahraniti. Potem je tu petek. Ne? Petek je seveda spomin Jezusova smrt, ampak gre pa preprosto, po eni strani gre za to globoko božjo sklonjenost k našemu trpljenju. Bog ni teorija ljubezni, ampak Bog je sočutnost. V Jezusu se sveti skloni v najgloblja brezna človekove stiske, trpljenja, preprosto zato, da bi bil kot sočutni svetleča bližina. Ne. To je tudi odgovor, sam sem napisal knjigo, kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih. Odgovor je preprost. Ne. Odgovor je v sočutju. Jezus se kot sočutni skloni. Mi smo izbrali vstop v svet dvojnosti, dobrega in zlega, dobrega in hudega, in to doživljamo. Ampak to je ta paradoks. Ne? Bog ne reče, ja, se si človek sam to zakuhal, ne? Smo si kot posamezniki to sami zakuhali. Ne, on pokaže recimo, kako odreševati stisko, bolečino, ne? Z sočutno bližino.
On to naredi, vstopi v bolečino samo, kot sočutna bližina, kot pomirjajoča bližina, tem pa tudi nam nakaže, ne. Zdaj smo božanski, takrat, ko naredimo to isto, ne, ko tudi sami dejansko iz piedestala udobnosti, prijetnosti se znamo skloniti v tisko, v katero smo poklicani, v katero smo pritegnjeni. Khalil Gibran je napisal lepo, ko vas pokliče ljubezen, ne, ji odgovorite. Ne. Takrat je treba odgovoriti. Se mi gremo mimo mnogih, ki so v stiski, pa nekako te niti ne zaznamo. Recimo se tam spomnim, če grem v Ljubljani, pa so tam razni ljudje v stiski tudi. Ampak k nekomu te pa pritegne in takrat moraš dati odgovor. Ne. Takrat moraš narediti to, k čemur te zavezuje, ne nazadnje tudi tvoja vest, tvoja duša. Moraš dati odgovor ljubezni. Pa še nekaj, ne, potem je sobota, ne, Božji grob, da letos nismo mogli v cerkvah obiskati Božjega groba, smo temu sledili, kolikor se da preko medijev. Kaj je Božji grob? Sam sem se dolgo časa spraševal, zakaj ljudje tako strmijo v tisti Božji grob. In po očetovi smrti sem zaznal, ko sem tudi sam klečal pred Božjim grobom in strmel tja, sem zaznal, da je Božji grob pravzaprav predor iz časa in prostora v onkrajnost. Lahko bi rekli, da je kot so v kozmosu črne luknje, ne, ki so prodor v novo dimenzijo, tako nekateri razmišljajo, tudi Božji grob, ne, grob vstajenja je pravzaprav prodor v razsežnost neminljivega. In se spomnim, kako sem prav v tem grobu na en prav poseben način zaznal to očetovo duhovno bližino, ne, pravzaprav to enost. Nas, ki smo tukaj v času in prostoru, in on, tistih, ki so že presegli te omejitve, ampak ta Božji grob nas pa na nek način povezuje. Ali seveda vigilija in že slavje vstajenja, življenja, to je tisto veliko sporočilo, ki ga moramo v teh dneh še posebej utrditi. Na koncu zmaga dobro. Ne. Včasih so govorili, da vlada kozmosu zakon entropije, to pomeni, da vse drvi v neki razkroj. Tudi naš znanstvenik Andrej Detela pa je prav dokazal, da je v kozmosu zakon entropije. Torej, da vse teži k veliki harmoniji. Zato se slehernemu zlu piše slabo. Ne. Zlo na koncu uniči tistega, ki zlo proizvaja, oziroma zlo bo slej ko prej izničilo samega sebe. Zdaj govorim to v osebnih zgodbah, seveda na tej, bi rekel, kozmični ravni pa je to seveda dolgotrajni proces. Vsekakor ti prazniki so prazniki, ki nam usmerjajo pogled k upanju, k življenju, k polnosti, k neminljivosti, k uresničenju tistih naših najglobljih repenenj, o katerih sva govorila na začetku, ko si me vprašala, kaj pravzaprav so prazniki, kaj pomenijo. Ne? V nas je hotenje, v nas je zapisano hotenje po tistem čisti uresničenosti, ki si jo moramo v prazničnih dneh na nek način pričarati. Seveda se moramo pa zato, kot si rekla, pripraviti, ne? Tako navzven, ne? Kakor navznoter, da med seboj potem delimo tisto prijetno in žlahtno. In danes je ponedeljek. Ponedeljek je vedno tisti dan, ko obiskujemo najbližje, ko gremo v Emaus. Letošnji ponedeljek je drugačen od predhodnih in tu zdaj prideva do tega, kako praznovati, ko si sam, kako praznovati v tem času, ko nismo mogli obiskati najbližje. Kako si praznoval ti v tem času, kako najti tukaj en smisel? Zdaj, ko govoriva, sedim v sobi in potujem. Potujem s pogledom tjale na bližnje drevo,
na katerem sedijo ptice in se veselo pomenkujejo. Potujem z mislimi do tebe, do tistih, ki naj poslušajo. Potujem z mislimi. Potovanja so različna, ne? Tako smo prej govorila. Ne potujemo samo, ne jemo samo to, kar je na mizi, ne? Hrana, telesna hrana, ampak tudi duhovno na nek način se zaznavamo v počutju. Ne? Isto človek lahko potuje fizično, kolikor lahko, ne? Koliko nam je dano, koliko nismo omejeni na svoje področje svoje občine zdaj v tem trenutku, oziroma da se ne družimo. Ne? Se spomnim, ko smo brali, kako se Jezus prikaže Mariji Magdaleni, pa pravi, ne dotikaj se me še, ne? Prav simpatično, ne? V času koronavirusa, ne dotikaj se me, ne? Ampak bo pa zopet malo prišel čas, ko reče Tomažu, dotakni se mojih ran, ne? Ko se bomo lahko zopet dotaknili. V nas je potreba, ne? Vem, da je v nas potreba, da bi se srečali v večjem krogu, da bi se objeli, da bi doživljali to bližino. Ne? Nekateri pač govorijo, da se da to nadoknaditi. Jaz rekel, ja, lahko potujemo miselno, lahko potujemo s pogledom, lahko potujemo na nefizične načine, bi rekel, berem knjigo, odpotujem v tisti svet, ki mi jo prinaša ta knjiga. Ampak v nas je vendarle, ne, smo telesna bitja, ena silna potreba tudi po tem telesnem stiku in ta telesni stik bo seveda treba potem nadomestiti. Zdaj so me za 7 dni, ne vem, kdaj bo išlo, vprašali, kako žalovati, ne, recimo smrti, ko vemo, da najbližji se objame, ker v objemu najdejo tisto umiritev, ne, svoje bolečine, je en zelo globoki izraz sočutja, ne, pa se vendarle ne smemo objemati, ne, mislim na tiste, ki prihajajo izven kroga družine. To bo treba nadoknaditi, sem napisal, ja. Zdaj sočustvujemo, čutimo, potujemo na pač okrnjene načine, potem bo pa potrebno to nadoknaditi, seveda tudi z obiskom tistih, ki so nam dragi, pa nas sedaj pač situacija ne omogoča, da bi uresničili ta potovanja. Drugače pa, recimo, jaz mislim, da tudi tam domačini vaše občine oziroma ti poslušalci živijo v okoliščini, kjer lahko obiščejo marsikaj, ne vse tiste, katere bi radi, ampak jaz sem v teh dneh obiskal potok, sem obiskal seveda v hlevu Kapro, sem obiskal kapelo, sem pomahal sosedom, smo spregovorili kakšno besedo, ne? Ampak tudi se da na nek način, nahranimo se lahko tudi s temi drobtinicami, bomo pa potem doživeli polno razkošje malce kasneje. Tudi zdaj še ne moremo leči v travo na zemljo, ne? Ker ima še mesec april skriva črko R, bo pa prišel maj in potem tisti meseci, ki nimajo R, se bomo tudi lahko ulegli na zemljo. Ne pač ne. Te omejitve pač moramo sprejeti, ampak z zavestjo, da si bomo pa lahko zopet kmalu privoščili tisto polnost v srečevanju, v medsebojnem obiskovanju. Morda so pa letošnji prazniki ravno priložnost razbiranja, kaj je tisto pomembno v življenju, ko je odpadal ves zunanji blišč. Kaj meniš? Ja, jaz sam tega niti ne doživljam tako, zato ker živim skrajno preprosto. Ne? Tudi moji jedilniki so preprosti, brez potice, je kruh, ne? Zame je preprosto najbolj okusno. Ne? Zelo redko si privoščim, bi rekel, ponovadi, kadar kam pridem, ne? Bi rekel, malce več, drugače pa živim zelo preprosto. Moje vodilo je iskanje spokojnosti v ravnovesju. Zelo izkustveno sem že sam doživel, da vsaka izsiljena dobra počutja, ne, se zelo rada sprevržejo v nasprotje
In zato je zame, čeprav nisem budist, je zame tisto napotilo Bude, ne? Ravnovesje, struna ne sme biti ne prenapeta, ker poči, ne ohlapna, ker ne zveni, ne? To je res, zame je preprosto, mi je najlepše, najbolj prijetno, preprosto, da mi je dobro, ne? In to dobro ravnovesje vzdržujem z načinom bivanja, od tega, kako hranim svoje telo, pa do tega, kako hranim tudi svojo globino svojega duha in seveda tudi čustveno razsežnost. In morda je ravno to tista pot, kateri lahko tudi letos stopimo, ko imamo več časa, da smo v tišini, da smo sami sabo. Ja, jaz upam, da se ljudje ne ustrašijo tišine, da ne bežijo, da ne begajo, ampak da ker molk, globok molk je wow, to je najlepša, da bom rekel, melodija, ne? Ampak tudi v glasbi pravijo, da so zelo odločujoče pavze, ne? In vstopiti v svet tihote, miru, znati se prebuditi v spokojnosti. Kdor to ne zna, pa naj povpraša, ne? To so tudi napotila, ampak to so potem res tiste duhovna napotila, kako se prebuditi v enost, v svetu enost, ki ni zgolj na površju, ampak je v notrini, ne? In v notrini smo vsi povezani, to tam v tihoti, v miru izjemno močno doživljam. Zato mi je ravno ta mir, bi rekel, tu so me domačini upodobili v lesu kot gozdnega moža, to pomeni, bi rekel, puščavnika na nek način, ne? Gozdnega nekoga, ki živi v sredi gozdov v tihoti. Ampak to je tako dobro, ne? Ker nikoli nisi osamljen. V tihoti, ko stopiš v globino, na nek način se prebudiš v zaznavi vsega. To je najboljše. Ni nobene druščine, zato tudi sam, recimo, ko sem primoran vstopiti v neko druščino, ker na koncu se, hitim, ne, bežim. Preprosto zato, ker bežim v tisto najboljše, ne. To ne pomeni v odtujenost vsega, ne, ampak v zaznavnost, ker potem tudi, ko priješ k ljudem, jih notranje zaznaš, ne zre samo površje dogodkov, ampak zaznavaš v srčiki biti, ne, pa se to upam, da bo zopet prišlo v ospredje staro pedagoško napotilo, spoznaj samega sebe, ne, Delfi, to, kar večkrat omenim, ne, Apolonovo tempelj, ki predstavlja zunanjost človeka, ne, in na njem napis spoznaj samega sebe, s povabilom, da stopiš v lastno notrino. In ko so ljudje stopili v to svetišče, apostol Pavel pravi, da smo templji svetega duha, ko stopiš v lastno notrino, ko so pa v notranjosti svetišča prebrali zunaj, spoznaj sebe, notri pa je potem pisalo v notrini in spoznal bo svet in Boga. Vstopiš v tisto enost, pisano z malo in pisano z veliko začetnico. In mogoče je ravno to tisti napotek, s katerim lahko zaključiva današnji pogovor, ampak preden se zares posloviva, še tisto, kar sem rekla na začetku, naslednjič se baje celo gledava. Kako je s tem? Nekateri, če ste gledali danes Dobro jutro, ste videli, da sem bil na vezi preko Skypa. Sem bil primoran, ne, ker so prišli, pa so mi ga namontirali zaradi tega prenosa danes, zdaj mi pa to ostaja in bom vendar celo viden. Takrat boste videli, da sem res pravi gozdni mož. Ko sem se, sam se niti ne pogledam v ogledalo, se avtomatsko počešem enkrat, preden grem, zdaj mašujeva z Vikijem, seveda sama pri zaprti cerkvi, ne, ampak ko sem se pa pogledal zdaj na Skypu, sem pa rekel, moj Bog, je to kak ruski mužik ali kdo je to? Ampak lejte, to sem jaz. In mi je zelo prijetno, da sem jaz, da sem prebojen v samem sebi, da nisem tudi samemu sebi. To je največja. Se zavedam, tu se lahko nekateri ljudje prestrašijo, ker niso bili sprejeti v lastnem jazu, ker so morali vedno igrati neke vloge in jih to, kar govorim, lahko zmede.
In ti ljudje živijo, bi rekel, v takšni otožnosti, ker slehernik hrepeni, da bi po tej, bi rekel, da bi bil najden in da bi se zato lahko tudi sam našel. Kdor seveda išče to, me bo moral poklicati drugače, ker so res poglobljene teme, oziroma niti ne toliko. Gre za vračanje k samemu sebi. To je široka tema, ne? Sem to doživel šele potem po izkustvu srečanja z Bogom, ker do takrat sem moral pa predvsem igrati vloge. Redki so, ki nas sprejmejo, bi rekel, v naši izvirnosti, v naši neponovljivosti, ki nas na nek način zaznavajo, občudujejo, spremljajo. Večina pač nam želi samo dobro in potem pričakujejo, da bomo pač odigrali dobro tiste vloge, ki nam jih pripišajo, in mi, ker želimo biti sprejeti, seveda marsikaj odigramo, če pa gre dejansko to v oddaljevanje od nas samih, pa prebudi v nas ena tako globoko otožnost. Sem zdaj malo zafilozofiral? Ne, mogoče je pa to tema enega od najnih prihodnjih pogovorov. Ja, kako pomembno je, da nas zaznajo, prepoznajo v naši osebnosti, da se lahko v njej sprejmemo in prepoznamo tudi mi sami. In kaj to pomeni? To ne pomeni razpuščenost, samoljubno svobodo, ne vem kaj. Ne, prav nasprotno, ne. To pomeni potem, to gre za proces tiste potem zlitosti v to enost, v kateri smo v sožitju, v raznolikosti izvirnih oseb. Ne. Ampak te izvirnosti bi nam morali pomagati, zdaj pa nas vse preveč tlačijo v neke šablone, in ko smo v šabloni, potem rečejo, da smo ustrezni, nam dajo dobro oceno, oziroma rečejo, da smo pridni. Ja, ampak to je široka tema, ki je zelo aktualna. Dejansko, v tej tudi pišem, seveda v tej knjigi 95 za izhod iz slepe ulice, vzgoje in izobraževanja. Aktualna tema, predvsem zato, ker je zelo aktualno in v tihoti, v stanju, v katerem smo, tudi zelo prebujeno čutenje, hotenje, po tistem notranje prijetnem, ne, po notranje osebni umiritvi, potešitvi, po najdanju samega sebe, po tisti enosti, ne, ki jo pa lahko dosežemo samo takrat, če smo najprej eno v sozvočju z samim seboj. Potem se moja osebnost lahko v polnosti, v polnem užitku, ne, sreča z drugo osebnostjo v njeni izvirnosti. Ne. Ampak to je naša civilizacija res še pred velikimi izzivi. Tako, in ta izziv bova tudi naslednjič malo bolj podrobno obdelala, hkrati pa seveda vabimo vse, ki naj jo poslušajo, da tudi še pošljajo kakšno svoje vprašanje, kakšno razmišljanje, nekaj še imava napisanega, in se pravi, naslednjič se vidiva, če bo šlo vse po sreči. Ja, če Bog da, kot rečemo, pa če bo tudi moja tehnična sposobnost ustrezna temu, kar Bog da, oziroma kar znanost da. Mogoče je dobro, da v tem tednu malo povadiš, da ne pozabiš, kako se kaj vklopi. Problem je v tem, da mene tehnika ni nikoli zanimala, ne? In da tudi Skype bi lahko imel že zdavnaj, ne? Ampak ne, zame je tehnika res tisto, tudi te povezave, to, kar je nujno, ne. In nekateri pač mislijo, da moraš človeka tudi videti, ne. Mi z glasu prepoznamo vse, ne. Zaznamo, ne. To je zopet tista zaznava, človeka zaznaš v globi razsežnosti, ne. Ljudje, ki so slepi, mnogo bolj subtilno zaznavajo človeka kot tisti, ki lahko stopijo na površje tudi za videzom. Tako da je vprašanje, kaj je vse napredek, ne? Oziroma tu so mnogo vprašanja. Tako, in kaj za danes? Hvala ti, da si bil zopet s nami. Hvala, danes sem majčkeno bolj raztrešen, ampak mogoče prav zato bolj simpatičen. Točno tako. Pozdravljam tebe, Jana, tehničnega mojstra Luko, pozdravljam vse, ki se družite z nama
srečno, vse dobro vam želim. Srečno tebi, Karel, srečno vsem vam, ki naj jo poslušate in čez en teden smo zopet skupaj. Hvala vam. Tako je.